ne slučajno jesti nobene zelenjave, tudi če ste jo sami pridelali, ne da bi jo oprali ali pa sadja v vodi s sodo bikarbono. Če delate solato, recimo paradižnik, karkoli takega, bom povedal zakaj. Namočite v posodo, kjer je voda s sodo bikarbono, kajti soda bikarbona se med drugim ne samo za te parazite, ki so pa polške, pa ne vem kaj še vse, a so nam vidni ali nevidni, ni važno, ne. Učinkovita je proti sevom, tako imenovane, kako to zdaj imenovati, ne, dobro, mogoče bo kdo čudno pogledal. Mi vsi smo nosečnice. Zakaj? Zato, da bi rodili pajke. Kaj to pomeni? Se pravi, z kontaminacijo s tem, kar mi dihamo, kar jemo in kar pijemo, se v nas razvija parazitsko tkivo. Manj kot 2% populacije na Zemlji nima morgelonsa, vendar morgelons kot tak latentno počiva v nas. Morgelons je prišel na Zemljo v pradavnini z tako imenovanim kozmičnim black goojem, ki je v obliki meteoritov padel na Zemljo. Ne vem, koliko veste o tem, koliko ne veste. Imate na YouTube predavanja od Vele, mojega prijatelja iz Nemčije, ki je izstopil iz sistema, je samostojni raziskovalec, ne, ki vsake toliko časa pride, naredi predavanje 2 in se potuhne, skrije, da ga slučajno ne likvidirajo. Se pravi, ta tuja inteligenca je preživela, uničila je svoj planet. Preživela je tako, da je sebi zaprla in uničila svojo srčno čakro, tako da nimajo ljubezni. In so kozmični paraziti. Na Zemljo so prišli pred let, ne, za časa Lemurije. Vse črne okultne sile tega sveta zlorabljajo ta black goo. Evo zdaj pa tak, ne, jaz nočem nikogar, ki je religiozen, žaliti, ampak resnico bom povedal. Črni kamen v Meki je črni black goo. V skoraj vsaki cerkvi je pod oltarjem črni kamen, črni black goo. Zato, če vi vstopite v cerkev, začutite hlad. Če ste predolgo v cerkvi, ne dobite ljubezni, miru, blaženega občutka, ampak se vam vzbuja potreba po uničevanju. Samo opazovati je treba sebe. Zdaj pa tako, obstaja tudi zemeljski black goo. Največ zemeljskega black gooja dobite v preparatu imenovanem mumijo. Točno tako, uporabljajte mumijo, če le morete, vendar v obliki paste. V Ljubljani ima en, mislim, da je on celo profesionalec, geolog, ne, ki hodi redno na Altaj in tudi drugod po svetu ga sam nabira, sam dela tudi kreme iz tega in tako naprej, ampak nas to naj ne zanima. V glavnem pri njem je moč dobiti pravi mumijo. Se pravi, black goo v mumiju je poln črnega, se pravi, mislim, mumijo, ne, njegov, je poln black gooja, ki je zemeljskega porekla in to je v bistvu, ajde, kot duša naše matere Zemlje. Mumijo je smola, ki jo proizvajajo kristali. In to je bila najdražja snov pred, recimo, 14 000 leti, so celo velika mesta nastala, ker so trgovali z njim. Mumijo so odkrili, na primer, v Sibiriji, ne, odkrili na ta način, da so bolne živali hodile to smolo na skale lizati in ozdravele čudežno. To enkrat let v prebobi, zato vse poližejo. Tako je, tako je. Šiladžit se reče temu tudi. Tudi? Tako, bravo, ne. To je čist DNK, cel ti menja. Kompleten DNK vse ti regenerira.
Dočim ta kozmični pa nima ljubezni, je hladen in agresiven, tako kot ta inteligenca, ki je v obliki pajkov. Tisti, ki si boste ogledali predavanja od Vele, boste vedeli, ker tu nimamo časa, iti v detajle, boste vedeli, o čem vam govorim. In mi vsi smo mamice pajkom, ki bi naj nekoč jih mi rodili. Ampak če smo bazični, se morgalonci ne razvijajo. Točno tako, baza jih zjebe in zjebe jih tudi to, da kolikorkoli oni bakra za izgradnjo svojih teles uporabijo, mi še zmeraj imamo dovolj bakra v telesu, da naše telo ne uporablja barija, stroncija, aluminija in drugih kovin, ki so drugače na razpolago. Evo, imel bom v kratkem en poslovni razgovor, ja, nekdo tukaj ve, za kaj gre, tako, ko se bo pojavilo na tržišču živo pivo, vejte, da sem jaz kriv. Izvoli.